Dober dan, to je podcast Dobra knjiga z dobrimi gosti. Spremljate nas na aplikaciji Mladinska knjiga plus. Jaz sem Aljoša Harlamov in današnja moja dobra družba je Tina Gorenjak. Živijo, Tina. Živijo, hvala za povabilo. Kako si? Odlično. Sem pa ravno malo preklepetala in sem ti rekla, da sem zelo vesela, da imam moškega sogovornika pri tako ženski knjigi. No, ali je to samo ženska knjiga, o tem bova dosti še govorila. Bi pa jaz za začetek te vseeno vprašal, ker vprašam vse svoje goste, kaj je bila pa zadnja knjiga, ki ti je tako ostala res v spominu, ki si jo prebrala in te je tako navdušila ali pa ti je bila všeč? Veš, kjer je kar od mladinske knjige, od Erike Johnson Debeljak, Devica kraljica, vdova prasica, z zelo udarnim naslovom, kakor tudi vsebino. In moram reči, da takrat, ko sem prebrala njeno knjigo, jaz še nisem, sem že začela pisati svojo, ni bila še dokončana, tudi nisem vedela takrat še točno, kakšna oblika bo moje knjige, da bo to roman, ki je po resničnih dogodkih, ne pa avtobiografija, ona pa le se tako se razgali, da moram reči, da kar občudovala sem jo. Pa je odlično napisana knjiga, izjemna, no, se mi zdi, jaz sem jo kar pogoltnila, ampak moram pa reči, da če pogledam to kot avtorica, pa moram še reči, da imam tako velik rešpekt do tega, kako je ona to. Do tega poguma. Ja, res. No, hvala ti za priporočilo, ker v našem podcastu verjamemo, da se o dobrih knjigah je treba pogovarjati, predvsem pa se bo tudi midva danes pogovarjala o eni dobri knjigi. V današnji epizodi podcasta je torej moja gostja Tina Gorenjak, oziroma Tina Gabriela Gorenjak, kot piše na platnici knjige, igralka, pravzaprav pa vsestranska umetnica. Prej si tudi v offu rekla, da nisi pevka, ampak jaz imam recimo napisano od tega, da si pevka, pa da smo te videli v serijah, oddajah, filmih, gledališču in sploh na odru. Si tudi stand-up komičarka, imaš svoje predstave in z njimi si pravzaprav obredla celo Slovenijo. Zdaj pa mogoče za začetek eno tako, bom rekla, provokativno vprašanje, ki ne bi smelo biti provokativno, ne? Ampak tudi v knjigi nekaj čisto na začetku omenjaš to, kar se meni zdi zelo zanimivo, da pri nas, pa ne sem pri nas, v svetu obstaja nek predsodek, da ženske ne znate biti smešne in da niste komičarke. Medtem ko ti seveda ne samo s predstavami, jaz mislim, da tudi knjiga dokazuje, da absolutno znaš biti smešna, ampak kako se ti, velikokrat naletiš na ta predsodek, te, ne vem, nekdo niti noče angažirati zato, ker si pač komičarka in ne komik? Mislim, to je, tako kot si rekel, po celem svetu, zdaj se to mnenje seveda počasi spreminja, ne? Ampak mislim, tisti, ki malo mogoče sledi sploh stand-up sceno, to je kar joke v Ameriki, šala v Ameriki je bila Women are not funny, ne? In moja draga prijateljica in kolegica stand-up komičarka Tanja Kocman, s katero pravkar delam eno predstavo z naslovom Na zdravje, ki pride na spored zdaj jeseni. Ona je delala za diplomsko nalogo raziskavo o tem, kaj lahko ženske povejo in je ali pa ni smešno in kaj moški, fokusirano na Slovenijo, na slovenski stand-up sceno. Moram reči, da je zelo zanimiva raziskava in ja, je kar dejstvo to, da določene stvari, če jih pove moški komik, lahko marsikaj reče in se ljudje blazno smejijo. In če identično stvar pove ženska, si reče, kaj si pa ona gre? Tako, ja, je velikokrat drugačno dojemanje. Bolj se moraš dokazovati, manj smo plačane, še vedno ženske, pri tem tako, da ja, je razlika. Vsekakor pa, mislim, koliko žensk je, ki so svetovno znane stand-uperke, ki so izjemne igralke, komičarke ali pa pisateljice. In hvala ti, da si rekel, da je knjiga zabavna, ker sem tako tudi vesela odzivov bralcev. To, da so, sem mogoče še pol to več kaj rekla, ampak na prvi dah, no, to, da so vsi laganjeni, da so potočili solzo tu in tam in marsikje, hkrati, da so se pa tako smejali, to mi je pa toliko ljudi rekli,
ko so brali recimo na počitnicah, pa je prišel prijatelj ali partner ali prijateljica, tako, kaj pa je s tabo, in da so se krohotali na glas, ne? To mi res veliko pomeni. Ja, sej, zato pa je knjiga že iz ponatisa, pravzaprav že ravno zaradi tega, ker jaz še vedno verjamem, da najbolj se prodaja od ust do ust. Ampak tisto, kar sem te pa hotel navezati, namreč na to je en predsodek, ne, ki je. Drugi predsodek je pa zelo zanimiv, ki ga ti zdaj kršiš, zdaj bova pa šla malo v knjigo, o čem pravzaprav govori najti ljubezen, govori pač točno temu junakinji, ki skuša najti ljubezen, tako najbolj simpel na tem svetu se sliši. In danes nas je koliko, že 9 milijard ali koliko, ženske mičkeno več, tako da mogoče imate mičkeno manj je izbire, ne, ker je moških malo manj, ampak še vedno toliko biljonov nas je, milijard nas je, da bi si človek mislil, da je to nekaj najlažjega na tem svetu, pa tudi knjiga pokaže, da to ni tako, ampak tisto, kar sem hotel pa navezati, je pa to še en predsodek, samska ženska. Ne? Zdaj, če bi moški recimo pisal o svoji samskosti, bo sicer zelo hitro šlo na to, kako menja ženske in je to smešno. Ne? Medtem ko si ti smešno na en malo bolj resen način, bova temu rekla. Ne? Predvsem pa razbiješ ta predsodek, da so samske, da je nekaj narobe žensko, ki je samska. In to je, jaz ne morem verjeti, da leto 2023 govoriva o tem, ampak zgleda, da to še vedno vztraja. In ti, zdaj, rekla si sama, ne, to je po resnični zgodbi, ni pa seveda to avtobiografija, ne, to moramo razumeti, ampak vseeno tudi ti si se domnevam, da je ravno to nek povod za tvojo knjigo, da si se spopadla s tem, da so ti ljudje, kaj jaz vem, očitno ugotavljajo, da je s tabo nekaj narobe, ker si samska. Prvo to, ko si rekel, torej ni avtobiografija, ampak absolutno pa je itak ogromno dogodkov v resnici, tudi je mojih, mogoče so kateri malce prikrojeni ali pa so postavljeni predvsem v časovno drugačen, krajši okvir. Dejstvo, dejansko pa čustvovanja in dojemanje tega je pa absolutno moje, ali pa z tega, ker sem recimo se pogovarjala z prijateljicami, znankami in ta stavek, kaj je z mano narobe, ne? Jaz sem tega tokrat slišala, da do bolečine me je to spravilo. Jaz sem rekla, to je en od razlogov tudi, zaradi katerih si želim napisati knjigo, ki bo malo bolj lahko se poglobila v to tematiko samskosti, dojemanja tega, kaj je narobe, tega, kaj se sprašujemo ženske, kaj vse opažamo pri sebi, koliko vidimo slabega na sebi, pa koliko malo se znamo pohvaliti, kako v bistvu nas se jemljemo to, da smo ga nekaj polomile, da smo nekaj naredile narobe, da smo nekaj krive, da recimo, ali pa to, ko si prej rekel, da moški, ki je samski in skače od ženske do ženske, je to smešno ali pa zabavno ali pa celo frajersko. Tako. Ženska, če bi to napisala, seveda ne vsi, časi so takšni, da tudi imamo nekakšne TV serije, knjige, pa se nam zdi fajn, ker zdaj junakinja je taka, da briga, pa menjava partnerja. Tudi zna biti to zabavno, ampak veliko ljudi pa še vedno bi to obtožili, gledajo, tako kakšna je. Pri moškem pa obratno, to je nekaj, kar je še vedno definitivno drži, ne glede na to, koliko smo odprtih, dojemljivi ali pa sprejemljivi za vse. Ne. Skratka, ko sem videla pri prijateljicah, znankah, ženskah, sem se tudi, ko sem začela pisati knjigo, pogovarjala tudi z mlajšimi ženskami. Zanimalo me je, ali je to sam problem dojemanja moje generacije ali pa mene, ker si nisem pa hkrati želela napisati knjiga, ki bi bila samo o meni, a ne pa zelo tako zaprta, a ne pa, ne vem, želela sem si napisati nekaj, kar bo dotaknilo veliko ljudi, pa videti, kaj je tudi resnica drugih, in me je zelo presenetilo, da tako dojemajo tudi mlajše ženske. In seveda tudi ne smemo izvzeti moških, tako kot si ti rekel. Tudi me zdaj preseneti, ker mi moški pišejo, jaz sem isti problem, ko iščem partnerko, a ne. Tako da, zgleda, da je to kar nekaj univerzalnega, dejstvo pa je to, mislim,
tukaj se mi pa zdi, da ne bi mogli čist poenotiti, da ženske smo bolj samokritične, večinoma, če gledamo, bolj samokritične, bolj iščemo v sebi, kaj smo naredile narobe, da se nam to dogaja. Ne? Ali pa recimo tako, kot je v knjigi, sem se zdaj spomnila, ker razloži ta prijatelj od Gabriele, ki je drugače tudi resnična oseba, v resnici moj prijatelj, zelo podoben karakter, ko reče, ženske ste res smešne. Če jo tip prevara, pa gre ta narazen, bo ona se spraševala, kaj sem naredila narobe, kaj sem naredila narobe. Če pa ženska moškega prevara in gre sta narazen, on reče, klejo, da ne bom rekla, kaj mi je naredila, kako je. Moški se ne bo nikoli spraševal, kaj z njim narobe. Večini. Ne. Absolutno se strinjam s tabo, tudi jaz imam kolege, ki tako, ampak meni recimo, kjer se mene knjiga dotaknila, je, ker sem tudi zadnja leta recimo od razpada en malo dolgotrajnejše zveze, recimo večinoma samski, ne, in sem takoj prepoznal, se sva se v Ofu o tem pogovarjala, ne, ene take obrede, ki jih imamo samski ljudje, ne, ker včasih ne vem, kot tvoja junakinja pravi, ne, včasih se ti prideš domov, pa nekaj zmečeš vase, pa poješ nekaj, kar tako ne trudiš se zase, ne, ves čas imaš tak občutek, da zakaj bi si jaz zdaj nekaj skuhal, ne vem kaj, mislim, valjda lahko neki sladoled vzamem, v pižami sem cel dan na kavču, delam take stvari, ne, hkrati, meni je bil eden najljubših prizorov je tak, junakinja se zjutraj zbudi že čisto na začetku, ker ima to in spi samo na eni strani velike postelje, to tudi jaz počnem, se mi zdi, da je tako, in jaz mislim, da absolutno to je ena knjiga, kjer se lahko najde vsak, ki je vsaj nekaj časa bil samski, hkrati pa jaz mislim, da tudi ne sem samski, tako kot si rekla, ampak tudi nekdo, ki ga zanimajo odnosi med sabo. In jaz verjamem, da ti bralci in bralke hodijo k tebi in ti absolutno jih knjiga ne govori. Mislim, jaz sem si tudi to želela, da to absolutno ni knjiga o samskosti. Seveda tudi o tem, pa sploh en del, ki je o tem iskanju partnerstva preko spleta, čemur se danes nekako po mojem ne moremo izogniti, ampak v resnici je, zdaj če bi rekla, je bolj po bistvu ta osamljenost, ki pa lahko pride tudi takrat, kadar si v paru, če ne včasih celo bolj, zato sem si tudi ker predtem sem jaz naredila gledališko predstavo, Večno samska, ki je bilo tudi seveda v različnih odnosih, ampak je bil bolj poudarek na samskost, ki tudi sam naslov že govori. V knjigi sem si želela preigravati različne odnose, ali partnerske, ali osamske, prijateljske. Malo sem na strani, nisem toliko poudarka dala na odnos starši-otroci, tako jaz do svojih staršev, kot jaz do svojega otroka. V knjigi sem dala sina, v resnici imam hčero, ampak je zelo podobno vse, to sem namenoma majčkeno manj omenjala, ker bi bila knjiga drugače predolga, je pa definitivno nek odnos, se mi zdi, kateremu se ne moremo čist izogniti, sploh odnos, če si ti otrok starš, ker starše imamo vsi in vsak mu pusti neki ta odnos, kar potem pelješ naprej, v življenju. Tako da če se vrnem na začetek mojega odgovora, to, da mi pišejo bralci, ki so v dolgoletni vezi, pa napišejo, tvoja knjiga me je pobožala, ker se tudi jaz počutim sama ali pa sama v odnosu in sem našla tukaj neke stvari, ki sem videla, da se ne dogajajo samo meni, pa mi je bilo lažje. In če zaključim to misel, to je bil pa naslednji namen moj, kar se mi zdi, da je namen mojega celotnega ustvarjanja kot avtorice ali v gledaliških predstavah ali pa zdaj kot pisateljice. Prav čutim tako nekako to kot poslanstvo, da zdi se mi, da znam videti neke stvari, ki so pereče, znam jih tudi pobrskati po sebi in me ni sram njih.
ne čutim potrebe, da bi te stvari skrivala pred svetom in vesela sem, kadar jih znam tako napisati ali pa povedati v predstavi, da ljudem prinesejo olajšanje, da jim prinesejo toplino. Hkrati pa nadgradnja tega se mi zdi pa humor, da znam pogledati neke stvari, ki so boleče, skozi prizmo humorja, ker se mi zdi, da to se človek pa nasmeji, ali meni, ali pa v bistvu sebi, če je on v isti situaciji in reče pa gleda, saj tega grazen. Pa to, da vemo, da se stvari v življenju vedno grejo gor in dol, to sem si želela, da je knjiga takšna, življenjska, no? Ja, jaz mislim, da je najboljša komedija, ker se mi smejimo komiku, ampak v resnici samemu sebi, ne? Pa mogoče niti tega prvi trenutek ne ugotoviš, šele potem, ko malo razmišljaš, pa si to, sej, v resnici ni tako smešno, ko se meni dogaja, ampak v resnici pa je, zdaj vidim, koliko to zna biti smešno, ampak meni se zdi, da tudi tako, tisto, kar je meni pomembno pri tvoji knjigi, je tudi to, da se malo boriš, oziroma da malo kažeš to, kar si rekla, veš, da si odkrita, da res greš tudi, pišeš, tvoje junakinja tudi doživlja boleče stvari, iskanja ljubezni in tako naprej. Zato, ker danes jaz mislim, da tisto, kar pa je generacijsko mogoče razlika, ne? Da mi smo, jaz ne vem, dobro, saj jaz, ko sem bil mulcem bral kakšne ljubezenske romane z mami in sem si predstavljal, kaj je to ljubezen, pa sem pozneje gotovo, da je veliko tega pač bedarije, ne? Da ni. Ampak danes smo pa obkroženi s tem, obkroženi smo z Instagramom, kjer more moški zasnubiti žensko javno in to more posneti in mora biti cel dogodek in mora to zgledati in vemo, kako mora izgledati srečen par, kaj vse mora početi. To je zdaj vse jasno, kaj je. In se mi zdi, da je tu pa to vendarle eden, govori tvoja in bova se še dotaknila, ker se mi zdi zelo pomemben, recimo, odnos med prijateljicami. To bova tudi rekla kakšno, ampak se mi zdi, da pa noben drug odnos ni toliko obremenjen s pričakovanji, idealizacijo, kot pa je en ljubezenski odnos. Ja, mislim, veliko je posledica tudi že prej, ne, preden si bil Instagram, Facebook, torej v moji mladosti, seveda ti hollywoodski filmi, ki so sploh takrat v 80. 90. prikazovali to romantično ljubezen in zdaj so mislim, so pričakovanja ljudi, predvsem žensk, mogoče se celo bolj takšna. Realnost pa ni vedno takšna. Valjda, da ženske pričakujete, da moški pride sredi dežja, v smoker, z rožami na letališču, da vas ujame tik preden greste na letalo, ker pride mimo varnosti, brez problemov, samo reče, da je za ljubezen in vas počaka in vas prepriča, da ne greste. Jaz zdaj prav ne spomnim se, a sem jaz pustila to v knjigi noter, ali ne, ampak mislim, da sem dala ven. To, da mi gre najbolj na živce to pri romantičnih filmih, ko on laufa, polomi ga neki, ne? In ona gre. Pazi, že to, da ga je on neki polomil, pa da on to prizna, že to je velika stvar pri romantičnih. Že to je zelo nerealno, ja. Hvala lepa, to si ti rekel, ne jaz. Ne? In da potem laufa za njo in pač, ker ne more, ona že šla, cesarino, on kupi karto do Tadžikistana, ker slučajno ima, 6,000 evrov na računu za vsak slučaj, da bo lahko laufal za svojo ljubezen vse, Tina. In potem vse pozabi in reče, res je, prav si imela in jaz te ljubim. Lepo te prosim, za mene še noben do Cela se ni pripeljal iz Ljubljane, da ga se rad Evo, no. Ampak veš kaj, to mi je tisto. In zelo pogosto, pač kakorkoli beremo ljubezni, tudi ljubezenske romane in tudi hollywoodski filmi, nam daje to občutek, o čemer tudi ti pišeš, druge polovice. Obstaja pač še vedno ta neka fama, da seveda mi hodimo, nekaj nam manjka, smo kot en puzzle, kos puzzla in potem srečamo nekoga in točno pašemo noter in vse se poklopi, ne? In romantične komedije se tle končajo, ker Bog ne da, da bi pokazali prve kredite in otroke in kako zbirata barvo avta, ker se zraven ubijeta skorda, ne? In to se mi zdi, in meni je zelo pomembno, ker ti pač napišeš, da ti lahko ljubezen najdeš kot cela oseba, ne kot polovica.
Ja, to je en delček, a ne tam, ko pravim, da ko si odrasel, pa ko si dolg čas, jaz sem bila v resnici 9 let pa pol samska in moram reči, da v prvih par to je vse tako kot v knjigi, to je vse res, to je avtobiografsko, ne, da na začetku, mislim, jaz se res nisem dala motiti, res sem in potovala, me nikoli, tudi prej v življenju mi ni bilo težko iti ali sama na kosilo ali v kino, ali zakaj bi zdaj čakal na nekoga, tudi to recimo, zakaj to, da bi čakal na nekoga, ki te bo osrečil, to se mi zdi zelo, zelo pomembno, to pa v nobenem primeru ni res, ker ti imaš lahko tudi ne vem kak, se vidimo tudi ljudi, ki imajo čudovite partnerje ali partnerko ali partnerja, ampak so oni tako globoko nesrečni, da on lahko ne vem kaj na trepalnice se postavlja, pa ne vem kaj se mu lahko da, pa nudi, pa on še kar tudi take izkušnje imam jaz v življenju odprej, sem obratne, jaz bila, ne vem kaj bi vse, pa ni šlo, pa je on bil še kar je še kar trpel. Še kar je trpel. Ja. Ne, pa vidiš pa, da ne moreš, če se nekdo noče biti sam srečen, noče, no, se to je nekaj globokega, ki mora vsak sam globoko v sebi najti tisto življenjsko zadovoljstvo, o čemer tudi ne, se mi zdi veliko pišem v knjigi, ker tudi to se mi zdi zelo pomembna stvar, da ti moraš najti tisti žar, tisto srečo. No, ampak če se vrnem o teh polovicah, skratka, nikoli mi ni bilo to težko biti sama, iti kam sama. Tudi nikoli nisem iskala tega, da je moja sreča odvisna od nekoga drugega. Sam ti moram pa v resnici povedati. Ne vem zakaj. Jaz sem rekla, da je to čarobnih ali pravličnih 7 let bilo pri meni, ker sem bila pa toliko žalostna. Jaz sem toliko bila žalostna, toliko sem si želela deliti srečo predvsem, lepe trenutke. In me prav, to kar se srce boli, ne, meni se zdi fizično, da ga čutim, da sem jo kar zlomil, toliko sem si želela deliti lepe stvari. In takrat sem začutila, da prav padam v eno globoko žalost, ker sem imela že odprej tako nedobro izkušnjo, sem videla, da ne, opala, tule pa ti nazaj, če se pa spustila, bo pa to luknja brez povratka. Na srečo sem, to pa ti da starost ali izkušnja, ne, da se slišiš, in sem takrat rekla, zdaj pa tako, ali se boš naprej valjala v tej žalosti, ali pa boš spremenila to v komedijo. In takrat je bila to predstava Večno samska. In zato se mi zdi humor tako pomembna stvar, ker je, se mi zdi, toliko časa je tisti, ki nas odmakne od naše nesreče ali pa trpljenja pa žalosti, ker ko mi z distanco časa vidimo, skoraj vedno lahko najdemo nekaj, da je bilo smešno ali da je bilo dobro, zakaj se nam je to zgodilo, ker smo se nekaj naučili. Humor je pa bližnjica, se mi zdi, do tega, da vidimo z distance. In pač, kar se mi zdi, da jaz to nekako znam tudi za voljo drugih to rada naredim. Torej, mogoče ne vem, zakaj sem se to spomnila, ni pa to samo terapija, ki velikokrat reče, ni. Ker če bi bila to moja terapija, knjiga, niti predstava, niti knjiga ne bi mogla biti zabavne, ampak bi bile, tako kot v knjigi napišem, ko velikokrat reče, a to vi umetniki delate zato, da samo ne, ni. Moraš sam predelati to, pa lahko daš, da se lahko drugi nasmejo. Drugače bi drugi jim bilo samo, kaj ta govori ženska, kaj to ona trpi tlele. Ni smešen, dokler je samo terapija. Ne, absolutno se strinjam. Literatura in umetnost sploh ne delujeta na ta način. To se tudi meni zdi nenavadno. Ampak ko si ravno pri tej distanci, jaz mislim, da junakini v romanu tudi distanco dajejo drugi liki, njeni prijatelji, prijateljice, in to se mi zdi tudi ena zelo pomembna, mislim, da na enem mestu tudi ti, ko zapišeš noter, oziroma pač glavna junakinja Gabriela, mislim, da prav reče tako, da bi vseeno si pa ne predstavlja, da bi zamenjala vse prijateljice ali pa prijateljstvo, pa imela pač karkoli že partnerstvo, da vseeno je boljš imeti prijatelje na nek način, oziroma da je to nekako enakovredno. To se mi zdi pomembno. Čeprav vidimo, da recimo je prijatelji in prijateljice ne šparajo, no? Ni tega več, zdaj pa Boga, ne vem kaj, ampak znajo biti kar tako pošteni do nje in ji pač povedati vse napačne izbire iz preteklosti, našteti
kaj je vse pač, kakšne vse si je izbirala in da pač ne more biti razlike, če pač vedno ene in iste tipe. Ampak se mi zdi pa vseeno, da pa to zelo pomaga in je zelo tudi pomembno. Predvsem pa mi je všeč tudi, da je seveda tudi prijateljstvo med žensko in moškim, ne, ker se že o tem pogovarjava ves čas. Se mi zdi, da to tudi je pomembno, ker marsikje še vedno tudi, spet je to en predsodek, ne, da ženske in moški ne moramo biti prijatelji, ker takoj ob prvi priložnosti gremo med rjuhe in ne more tle sploh biti. Tukaj noter pa imamo veliko enih dinamičnih, se mi zdi, prijateljstev, tudi med ženskami in moškimi. Meni so prijatelji zelo, zelo pomembni in tisti, ki ti tako povejo, kot si ti rekel, da so zelo odkriti, to so pravi prijatelji, ne? Kot ne sam, mislim, ko ti povejo v obraz, ampak s katerimi se lahko pač vse pogovarjaš in jaz res imam, ne samo enega, nekaj moških prijateljev imam in so mi ta prijateljstva, ful so mi pomembna in vredna. Tako enim kot drugim, ker vseeno neke stvari pa drugače gledamo moške kot ženske in to, da se lahko ti z moškim prijateljem neke stvari pogovarjaš in je ful pomembne stvari izveš, ne, o moških, kako neke stvari mogoče druge gledajo, vem pa tudi, da moji prijatelji tako, res, da povede. In ful se vam radi in ful se cenimo in uživamo v družbi drugega, kot tudi s prijateljicami, tako da kot je napisano mislim, da na zadnji platnici knjige, to je knjiga o ljubezni in prijateljstvu in upanju. Tako. Pomemben se mi je zdelo to, ali pa recimo to, ko si rekel, ne, v nekem trenutku Gabriela pomisli, a boljš to ali boljš to, seveda najboljše oboje. Seveda to, ampak bolj je bilo to njeno, če bi se morala odpovedati nečemu, tako. Težko bi se prijateljom, no. Ker so tako velik del mojega življenja, ne, ampak ta iskrena prijateljstva, ne. Tako da, hkrati pa tudi v knjigi skozi te prijatelje, ki so tako različni, tudi moji prijatelji v resnici so tako različni, kar je zanimivo. Enkrat smo se na predstavitvi knjige, so prišli vsi iz vseh koncev mojih in so mi vsi rekli, kako imaš ti različne, iz različnih krogov, različne dinamike imam tudi in prinašajo takšno bogastvo v moje življenje. In to je tisto tudi, jaz res, kadar sem bila ful zaradi neke stvari, recimo, ali je bilo to partnerstvo, ali je bilo tudi kdaj, moja kariera, ki ni kot freelancer v Sloveniji, se mora zelo boriti, tudi tam gre gor dol, sploh kadar so takšne situacije, kot je bila zdaj, na primer ta korona, pa tako ne moreš delati, ker ni nič, to je grozno, to takšno stisko spravi in se pa vedno probam postaviti sama sabo v, kaj je dobrega v mojem življenju, kaj je dobrega, torej, eno je gotovo, da družina, ne, torej hčera, starši, ki je stalnica pozitivna v mojem življenju, pa prijatelji, ne. In to je tisto, kar sva prej govorila, da moraš najti srečo v sebi, ali pa, da ne iščeš kar naprej, kaj nimaš, ker redko kdaj v življenju je tako, po mojem, da je čisto vse. Da čisto vse štima. Takrat se mi zdi, da ful moraš se zavedati tega trenutka, uživati v njem. In paziti, kje te bo z leve zbil kakšen tornjak. Ali pa predvsem pa takrat, kadar ne štimajo stvari, pa vedeti, kaj štima in probati se tega oprijeti. Tako da prijateljstvo je pri meni kar stalnica. Pa tudi tako, meni se zdi zelo pomembno, da so to pač ljudje, ki te poznajo v različnih razmerjih in pač partnerje tudi ne poveš vsega. Jaz mislim, da tudi ta neka del skrivnostnosti mora biti, kjer pa lažje ti prijatelju poveš, zato ker te je poznal z unim prejšnjim partnerjem, pa zdaj ve, kakšen si zdaj, pa tako. Ker jaz mislim, da se v partnerstvu vseeno nekaj spremeni človek, no? Z vsakim partnerjem se malo spremeniš, greš tudi malo ven iz sebe, spoznavaš neke nove stvari, se to je pa naslednja taka tema, ki je seveda spet ena najbolj zanimivih in kjer spet, jaz mislim, da je generacijsko vendarle
midva poznava, kako je bilo brez tega. Ne? Danes, kot si rekla, mladi ne vejo, kako je bilo brez Facebookov, brez raznih teh aplikacij. Ne? Ker ena bolj zanimivih reči je, in kar zdaj vsi delamo, ker pač taki smo in taki cajti so, ne? Da, ko ti spoznaš zdaj človeka, greš na Facebook, najdeš njegov profil in ga takoj lahko začneš profilirati. In tako, ker imaš ti pač, skratka, že se takoj, že tudi lahko prijateljce, takoj se posvetuješ z ljudmi, ja, ne vem, kaj že gobe rad nabira, ja, nisem čist ziher, če je to neki moj šport, ampak kaj pa veš, mogoče me pa bojo začeli zanimati gobe, ali ne vem kaj. Skratka, imaš, takoj si lahko ti narediš nek profil človeka, včasih to ni bilo, ti si ga počasi poznaval, počasi si tudi, vsi vemo, da fejkamo pač na dejtih, prvih dejtih, se vsi predstavimo, kot da smo Supermani, James Bondi, imamo še neke skrivnosti zadaj, na koncu se izkaže, da so skrivnosti nepospravljeno stanovanje, da znamo biti pač grozni ljudje včasih, ampak zdaj pa z Facebookom pa se mi zdi, da marsikaj ti izveš o človeku že vnaprej. In to po eni strani te bremeni, po drugi strani pa ti daje neko svobodo, neko možnost, da že takoj preveriš, a ti je ta človek, čeprav, a je to dobro, ne vem. Ampak takoj lahko preveriš, kdo ta človek je. Ja, tako, veš, tako kot si povedal, pravzaprav. Ja. Eno in drugo je. Zdaj pa samo desno, kako ti to jemlješ. Mogoče, ne vem, na hitro neko rečejo veliko ljudi, ja, zdaj je to pač internet, vse nas bombardira, da. Kakor ga uporabljaš, a ne, jaz mislim, zdaj tisti, ko sami sebe, imaš že izbiro, ampak moraš biti pa zelo discipliniran, ne, da ne kar scrollaš pa brskaš pa to. Disciplina tukaj, sama disciplina, sam se moraš odločiti, kaj boš izbiral. Moram priznati, da tudi jaz, zato je tam en stavek noter, da zdaj nas še napadajo vseh spletnih oken pari za svojimi čudovitimi življenji. Zato, ker je meni tudi v enem momentu se mi je zgodilo, da me kar tako, jole, si so srečni nad mene. Moram reči, da je bil to pri meni en moment v 9 letih pa pol samskosti, ker nisem tak človek, ker sem toliko zrela, zrela hruška, grozna, kar bo padla z drevesa, se z nekom spotrljala. Ne maram tega izraza, zrela. Ampak, glej, v redu, govoriva o neki emocionalni zrelosti, recimo. Tako da me ni to toliko zdrmalo, da bi se skotrljala v resnici čustveno, a ne, v neko brezno Instagrama in tam ostala. Verjamem pa, da ljudje, ki pa sploh mladi, tako kot si rekel, pa ne moreš ven in ti, ko to vidiš, predvsem vidimo tukaj to obremenjenost še bolj mladih punc z zunanjimi izgledoma, ne, pa to. Skratka, ampak da ne bo tu zdaj zašla, torej, jaz mislim, da je pametno zbirati. Ni vse slabo. V času, ko smo vsi vpeti v svoje službe, ko spoznavaš zelo majhen krog, ne vsi, ampak mnogi, zelo majhen krog ljudi, kako boš, kdaj boš, so določene pozitivne plati tega, da lahko, da imaš različne načine spoznavanja. Ampak ko to v knjigi pišem, nek si preberejo bralci, ker ne moramo na kratko vsega povedati, ne. Mislim, da bo našem mnogo kaj pametnega, tudi v smislu nasveta, kako se tega lotiti. Biti malo previden, vzeti to s humorjem, ne vse vzeti nase. To je tudi zelo pomembno, da ne vzameš spet, kaj je narobe z mano, ne, pač ne, če je ne, je ne. Mislim, to je res kar široka tema, ki mislim, da je dosti dobro opisana v knjigi. Čakaj, ampak nekaj drugega sva prej, to sem še hotela povedati, da, to, ko si rekel, ocenjevanje, ne, se mi pa zdi, da pa na določen način je pa to šlo v tak ekstrem, ker sem pa zadnjič še pogovarjala z eno 23 let staro punco iz Londona. Luštna, mlada, slučajno prek moje hčerje sem jo spoznala oziroma njenega prijatelja, prišla je v Slovenijo in zdaj pač ta od moje hčere prijatelj in moja Nina njej pripoveduje ta
kakšno knjigo je mami napisala, ki je bila pri nas doma. Okay. In ona prav, še enkrat, lušna, mlada, pametna, zabavna, živi v Londonu. Ki bi si predstavljal ti, da zdaj ima ona milijavžen možnosti dejtanja in ona meni pojamra, revica, mlada, lepa, da je tudi čist fertik, da ne vem, kako dolgo je že samska, da je pa tam, kako bi se temu reče, ghostanje, no? Gre na zmenek, se pa on kar najav. In da je to takšen pojav zdaj po celem svetu med mladimi ljudmi. In smo se potem pogovarjali, kaj je razlog za to. Torej, da grejo na dejt, se zaštekajo, ful jim je fajn, pa njega ni. Ali pa nje. Da ne bomo. In smo ugotovili, da to je pa ta blazno slaba plat spletnega zmenkarjanja, ko ljudje gledajo naprej in rečejo, kaj pa če imam boljšo opcijo, kaj pa če imam boljšo opcijo, kaj pa če imam In tle se pa ne potrudijo spoznati človeka in jaz mislim, da dokler si ne pustiš tega, da spoznaš človeka, lahko vedno misliš, da je boljša opcija. Po mojem, velikrat ni res. To se mi zdi pa fej slaba plat tega, da si ne vzamemo časa. Ne, to je super, ja. In pač imaš občutek, da je človek v supermarketu, ker izbira zobno pasto ali pa, ne vem, kosmiče ali pa ne vem kaj, in si vedno tam si rečeš, bom pa naslednjič nekaj drugega probal, ne? Ampak pač... No, ampak kot vidiš, Gabriela si je pa vzela čas, da je spoznala enega še preveč časa. Še preveč čas. To je pa druga plat tega, veš, ko pa velikrat znamo ženske biti tako, ali pa tudi moški verjetno, pardon, da ne bom, joj, pa ne, pa se mogoče pa ni tako slab, pa ne, pa se mogoče, ali pa te moje, ne, dobro, zdaj se malo grdo obnaša, ampak si globoko noter, globoko v sebi je pa dobra oseba. Dajmo še malo. Pa v enem momentu začneš, ali pa ti prijatelj reče, Ljubica, zdaj pa dost. No, sva svet pri tem, da prijatelji morajo biti tudi, no, a veš, to morajo biti ljudje, ki ti povejo resnico, ne da te ujčkajo in te božajo po dlaki, ne. To pač ni, ne gre, ampak po drugi strani pa se mi zdi pomembno, vse to si zdaj že poudarila, pa se mi zdi res pomembno pri tvoji knjigi, da nisi pa takoj proti temu, ne? Ker vse veš, zdaj, dobro, midva sva premlada, da je bila boomerja, no, ampak, a veš, so pač ljudje, ki bo rekli, to ni normalno, tako se človeka ne moreš spoznati, to je vse narobe, to je, kaj jaz vem, satanovo orodje, kakorkoli pač že, pač takoj zavrnejo neko opcijo, ki pa je tako, kot si rekla, pač zelo normalna, ne, tudi Gabriela pač ima veliko dela, samozaposlena je, zdaj, in tako, kot si rekla, bazen ti je v resnici nek majhen, kaj boš zdaj ti, je pa fajn, da spoznaš še ti koga zunaj tega. Je pa druga stvar plat, ki se meni zdi pa zelo zanimiva, je pa ta, da včasih je pritisk še večji in spet je na ženske večje, ker ste bolj samokritične, ne, ali pa tudi bolj seveda vzgajane v tem duhu, da je z vami nekaj zmer narobe, ne, je pa tudi tako, da se človek reče, ne, algoritmi so tukaj zraven, oni mi zbirajo, ne, jaz sem zdaj šel, upisal, naredil svoj profil, nisem več jaz, zdaj je to izven mojih rok, a ne, in zdaj, pol res mora biti pa res nekaj narobe z mano, če mi niti algoritem, vsemogočni algoritem, ne more najti popolnega partnerja. Ne govori, sem eno prijatelj, zelo dobro, zdaj že iz heca pošilja na eno spletno zmenkarjanje, da bomo zdaj, pač pošlješ, ti napišeš, kaj te zanima, za tvoje značilnosti in vem, po mojem vsak mesec že eno leto dobiva, da niso našli za njo nobenega. Jaz sem se rekla, in zdaj se že smeji, najprej je ful zamoril to, rekla, pa res ni nobenega na svet, nobenega, zdaj pa se že smejiva temu, torej res moš sam vzeti, to ni res, tako kot si prej rekel, koliko nas je na svetu, ni hudič, da ni eden nekje zate, ni fajn, da čakaš, da šele takrat boš začel živeti, ko boš dobil partnerja, to se mi zdi tudi pomembno, da živiš, mogoče največ možnosti je takrat, ko živiš polno svoje življenje, da boš našel najbolj podobnega tebi, ker ga boš verjetno srečal nekje tam, kjer bojo podobni interesi, ker to sem jaz recimo pa res ugotovila, da interesi pa vrednote, da so interesi pa vrednote, čim bolj podobne so, takrat
ti boš nekoga našel, ko ti bo dober z njim. To se mi zdi najpomembnejša stvar. Lahko dam še z letikom, še bolj modra postala, še kaj drugega ugotovila, ampak zdaj si kar upam reči, da je to tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno. Čakaj, kaj se prej ampak nekaj drugega so govorila, zakaj še, da... Govorili so o algoritmih in kako ti najdejo tako. Ne vem. Skratka, ne vem, ne obup. To sem hotela reči, oprosti. Tako kot si rekel, da ni to satanovo orodje. Zato, ker poznam pa je kar nekaj ljudi, ki so se spoznali tako, ki so, tako kot tudi v knjigi napišem, ki so poročeni, ki imajo otroke, ki so srečni in so se tako spoznali prek spletnih strani. Se on tudi imaš na njihovi spletni, sicer tule mečkan bolj ni toliko pozitivna izkušnja, ampak nikakor ni to hteli biti slaba reklama, ker je toliko parov, ki pa so se srečali, ki so srečni, ki je pa zanimivo to, da ogromno njih pa javno, niti slučajno ne bi povedali, zato ker je predsodek, da se tako spoznaš. In kaj pa je predsodek? To, da si bil tako nesrečno samski, to je pri največjih, da si bil tako nesrečno samski in da si tak loser, da si mogel se poslužiti takšnega načina. In to se mi zdi tudi ena pomembnih plati mojega, ali pa meni se dela pomembna plat, pisati o tem tudi jaz, kot javna oseba sem se posluževala tega, ker ni to nobena sramota. Zdaj pa, tako se mi zdi, da je res mogoče malo dosti, da to jemljamo kot nekaj sramotnega. Ali spletno zmenkarjanje, ali pa samsko kot takšno. Ne? In je to res, da rečejo nekaj narobe s tem človekom. Absolutno je tudi čisto res, če si ti, ne vem, srečen sem s sabo, jaz mislim, da zdaj pač tako mogoče malo zveni sentimentalno, ampak izžarevaš neko, jaz ne vem, veselje, neko srečo in tako, in če ljudje prej opazijo, najbrž tudi te vidijo, da si ti nekdo, ki je pozitiven človek in tako, kot pa da si ti zdaj, da bi bil zdaj zaradi samskosti totalno nesrečen, pa sedel nekje v kotu, pa se smilil samemu sebi. Neka logika je tudi v tem, ne? Zakaj je to. Hkrati pa seveda v razmerje vstopiš, mislim, da lažje, če si polna oseba, ki tudi približno ve, kaj hoče in ga ne nasamarijo na to, koliko si rekla. Ne? Še posebej spet predsodke in spet vzgajanje, kako recimo so ženske vzgajane v to, ne, da je tudi ona tista, ki reši moškega in je njegova rešiteljica in ga bo spremenila. Ne? Tudi to imamo noter, kar nekaj takih zgodb, kjer ženska pač pristane na to, da pa sej, tako kot si rekla, on je globoko v sebi dober, ne? Jaz ga bom pa še spremenila in bo boljši in bo moj popoln partner. In imamo to je pač nek prav stereotip, pač neke ženske rešiteljice ali pa kot neke bolničarke, ne? Temu bogemu moškemu, ki ga mora ona postaviti na noge, da jo bo on zdaj zagledal in videl, kaj jaz vem, kaj o njej ima. Ja, zelo dobro si to povedal, in nič od tega po mojem. Za srečno, polno partnerstvo, nič od tega ne sme biti povod za to, da si skupaj, ampak vemo pa vsi, da ogromno parov tako funkcionira. Pa sej, a veš, jaz tudi, ali pa recimo prej, tako Luškan si rekel, če boš tam veskan kupček nesreče, ne sedijo, pa te bo nekdo, tudi taki se najdejo, tudi v knjige celo ta primer, ko je ona bila čist Boga, pa je en jo videl, pa mu je tako srce segla, pa se je zaljubil v njo, v to njeno krhkost, in tako kot seveda tudi naprej napiše v knjigi. Jaz sem prepričana, da so naj bi v mene zmastnila smo. Mislim, različni smo in pota ljubezni so res različne in presenečajo, tako da jaz mislim, da tukaj dejansko ni recepta, kaj je boljš, ali pa kje je zagotovljeno, da boš srečal, tudi kje pa je zagotovljeno, da je to res tisti do konca življenja ali tista prava. Sigurno je nekaj to, da nekaj je gotovo odločitev, trdna odločitev, da ne boš pobegnil po prvi nevihti, ampak če je, da ne bova zdaj zabredla. Skratka, sem se pa prej spomnila, ker si to rekel, tudi te polovičke, pa puzle, pa vse to, pa kot odrasla
oseba, ne, to, ko v začetku smo to začeli govoriti, evo, pa da zdaj dokončam. Jaz mislim, da na nek način je, ko si ti mlad, lažje, hitreje najti nekoga, ki ti je zanimiv, pa ki te fascinira, tako kot napišeš knjig, ker se tudi ti sam sebe iščeš, ker nisi tako... In hitreje najdeš to polovičko, a ne? Ko si pa ti odrasla oseba, pa predvsem to, da si dolgo časa samski, ker imaš postaneš bolj celostna oseba. Tudi v tej svoji sreči lahko postaneš bolj celostna oseba, kar je odlično, ampak pa težje stopaš v nek kompromis, kar je res, ampak hkrati pa mislim, da ko pa najdeš tisto osebo, se pa težje fejst zmotiš, no. Težje gre pa čez mnogo let, kaj je totalno narobe. Tako jaz zdaj mislim, To je zelo optimistična misel, ampak in bo počas si zapomnite to, ker bova s tem tudi potem zaključila, ampak hotel sem pa ti vseeno še reči še eno stvar, ker bom zdaj mogoče razjezil kakšne svoje kolege, avtorje, ampak veš kaj je meni, kar mene recimo zaradi česar imam jaz rad literaturo avtoric, posebej zaradi tega. In zdaj pač kakorkoli lahko mi reče, da sem volk, da sem ne vem kaj, ampak mene recimo pri poeziji, pa večinoma starejših pesnikov izredno moti, ko berem poezijo, ljubezensko poezijo recimo starejših pesnikov, ker opisujejo žensko kot zunanjo, se pravi, taka ima dolge noge, ima ne vem kaj, lepe dolge lase, ne vem kaj, super, sej, če je erotična poezija, tam je važno telo in je pomembno, ampak v ljubezenski poeziji jaz tega ne razumem. In meni se je zdel recimo zelo zanimiv tvoj opisi recimo kaj Gabriela išče, koga Gabriela išče. Nikoli ni not napisano, ne vem, 35-letni latino fant z črnimi lasmi, črnimi očmi, ne vem kakšnim nosom, ne vem kakšnim vratom, kakšnimi rokami. Ampak govori o duhovitosti, o tem, da je človek prijazen do da je pozoren do človeka. Ne? In se vem, noč se tudi pogovarjajo o tem, katera je dejtala najgršega moškega. In imajo tudi tekmovanje. Pač, to je vse nek del... Tisti mi grede vse res. Dobro, mogoče niti nočem vedeti, ampak kaj ti hočem povedati je pa to. In absolutno jaz ne verjamem in nikoli ne govorim o tem, nisem jaz neka dušica, ki bi verjel, da ni telesna, fizična privlačnost zelo pomembna, absolutno je pomembna, ampak jaz ne razumem tega, absolutno ne razumem tega, kako bi ti opisoval nekoga, ki ga imaš rad ali pa ki ga občuduješ, pa bi opisoval samo kako izgleda. In brez tega, mislim, jaz brez tega, da je, ne vem, punca duhovita, me pač ne zanima, a veš, jaz sem pač človek, ki se rad smeji in ki mu je res ceni to, da ga nekdo lahko nasmeji. In se mi to zdi nekaj najbolj neverjetnega, ko najdeš nekoga, ki te skozi usmeh spravlja. In podobne reči. In meni je recimo z tega vidika, in tukaj pa je, pač to pa je žal en predsodek, kjer bi se pa avtorji lahko naučili to, je pa gledati pač malo bolj kompleksno na like. In meni je to zelo, zelo všeč. Jaz ti moram to reči. Da to pa je tisto, kar je meni pri tvojem romanu in pri tej zgodbi zelo všeč, ker podariš tudi to, da seveda pa seveda tudi tako, ni idealnih lastnosti, ne bo vsak pokril kljukic, to delanje kljukic je tudi bedarija, ne? Mora biti športnik, mora hoditi gore, mora biti vegan, mora biti to tudi je neumnost, ne? Ampak so pa nekaj, jaz mislim, da lastnosti, ki pa človeka privlačijo in ga naredijo seksi zunaj telesa, zunaj tega, kar je, in to recimo se mi pa zdi, da je pri Gabrieli kot liku izredno pomembno za to knjigo. Zdaj ne vem, ne bom rekla, da je to absolutno in ženska značilnost, da ne gledamo toliko na zunanje, s tem, da imate moški zelo srečo, ne, da ne, hecam se. Ne, hecam se. Malo je, ne, to se to vemo, bolj značilnost. To moški, da ste bolj vizualni, pa tako, kot si rekel, tudi to skozi zgodovino, a ne, jaz mislim, da je tudi drugače. Zdaj ne vem, lahko bo tole najno
razgovor, zdaj en moški rekel, ja, ženske pa gledajo na denar, pa gledajo na to. Tako je. Recimo, to se meni zdi tudi en tak stereotip, ki mene kar me zabodel nekdo. Yeah. Mislim, imaš take in imaš onake, verjetno tudi pri moški, ne, tako da posploševati, ampak ene stvari so mogoče bolj, ne vem, jaz tukaj težko govorim za večino, meni je to od nekdaj je bilo res tako, da je duhovit, da se lahko nasmejim, da se lahko ti na človeka zaneseš, da se lahko pogovarjaš z njim, čeprav sem zdaj ugotovila, da mogoče je to tudi preveč iz teh romantičnih filmov, da vse lahko govoriš s partnerjem, pa da je mogoče pa lahko govoriš s prijateljico ali pa prijateljem. Ne more partner zadovoljiti vseh teh tvojih potreb ali pa željano, ali kako bi rekla. Je pa mogoče ena zanimiva stvar tukaj, ki sem šele na koncu, ko sem šla čez knjigo mojo, ko tudi jaz nisem vedela o sebi, da mi je pa to, kar se tiče fizičnih stvari, pomemben von. Aha, ja. In da sem ugotovila, to sem pa res prek knjige, ki sem pisala, da sem ugotovila, da pa ne gre tukaj za smrdet, ne smrdet, ne, razumem, ampak to pa je kemija, ki pa jo zaznamo, včasih pravzaprav sploh ne zaznamo, ampak nekaj, ko te pritegne pri nekom in nekaj, ki te pri nekom odbije, pa nič ni narobe z njim, ne. In tako, kot se tukaj njena zgodba tudi izkaže, da je njeno telo je prav odreagiralo globoko noter, pa ga ni poslušala. Ali to, ne vem, ali je to, včasih reče ženska intuicija, ali je to kemija, ali je to, ne vem, nekaj globoko, v bistvu telesnega, se mi zdi, ki pa tudi bi mogli poslušati. Ampak spet ni zunanja fasada, ampak je notranje telesen občutek, ki pa tudi mora biti. Spet pa pri tem, da moraš biti celostna oseba, da tudi sam sebi zaupaš. Po mojem tudi ni tako. A veš, in da ne padeš na to, kakšen bi pa nekdo moral izgledati in biti, ker tudi to je zelo pogosto, jaz mislim, da je tako, ker ti nekdo tudi govori, ti rabiš takega pa takega človeka, ali pa ne vem, ti ga predstavlja, to pa to mora biti, pa si mogoče ti tega niti ne želiš, mogoče pa tebi ideali, ki ti jih modna in ne vem, kakšna industrija prodaja, pač ti ne paše, mogoče pa ti nočeš, ne vem, take pa take ženske s točno takimi merami, takega pa takega moškega, s točno tako uro na zapestju. Ja, pa se tudi že recimo starost, ne, to smo tudi iz zgodovine naučeni, da mora biti moški starejši in da še vedno je, zdaj se seveda vedno bolj hecamo vsi iz gospodov, ki imajo 50 let mlajše punce, ne. Ampak še vedno je to, kakorkoli obrneva, bolj sprejemljivo kot pa obratno, ne. In tudi samo izraze, dobro, pri nas mogoče ne toliko, ampak v angleško govoreče svetu ali pa predvsem Ameriki, ne, so izrazi za ženske, she's a cougar, a veš pa to, ki so pravzaprav na nek način ne označujejo kot neki, zdaj pa Ana grozna. On je pa sem frajer, ki ima mlado frajlo tam, ki ga ima tako rada, ker je tako zabavno, on pa komi živi, pa komi hodi, daj ga ne, mislim, veliko stvari je še vedno moško, ženskih, veliko pa tudi ne, no. V končni fazi pa mislim, da smo zdaj, da ne bova slučajno tako zdaj zaključila, da to je grozno, pa živimo v svetu, kjer imaš ti nikoli do zdaj skozi zgodovino, nismo imeli toliko možnosti. Ti moraš biti pa kralj tega, kaj boš izbral in kar ne. Nikoli do zdaj ni bilo toliko ljudi imeli možnost biti izobraženi. Nikoli do zdaj ženske nismo imeli toliko možnosti vsega, čeprav še vedno, ne. Je prostor tukaj za izboljšanja, ampak jaz mislim, da kakorkoli živimo v dobrem času, da je vedno več odličnih moških. Pa da je zdaj trenutno mogoče samo malo kriza, tudi to moramo razumeti, da je bilo, ne, malo časa nazaj, ženske niti nismo imele volilne pravice. Moški so tisti, ki so vladali, ki so vse vodili, čeprav so velikrat spodaj tudi vodile ženske, ampak
v zadnjih 100 letih, na kakih 100, 50, ali 70 so se stvari obrnile na glavo, totalno. In jaz tudi sem začela razmišljati, se tudi mi ženske ne smemo biti toliko kritične do moških, ker zdaj ste pa vi malo na trhlih tleh, a veš, kako bi se obrnali, ne? Tako da niso stvari tako črno-bele. No, super. To pa, so zelo roza. To si pa odlično zaključila, ampak eno vprašanje vam še vseeno. Zdaj, prej si rekla, dobro, nekaj si omenila glede tega vonja, da nisi vedela, ampak recimo, kaj si se pa ti, pa vem, da sva rekla, da to ni terapija, tvoja knjiga, absolutno ni terapija, ampak kaj si se pa ti, a imaš občutek, da si se kaj naučila zdajle, ko si mogoče zdaj, ker je vendarle po nekih tvojih avtobiografskih lastnostih napisana, ker je po resničnih dogodkih, a si zdaj, ko si to napisala, dala od sebe, a si mogoče prišla do kakšnega tudi spoznanja glede, ne vem, česa, samskosti, iskanja ljubezni, kakokoli, ker vendarle jaz mislim, da prikažeš to iskanje in pa ljubezni in odnose z zelo različnih plati in mislim, da si se res poglobila v to noter, res razmislila o tem, predstavo si naredila iz tega. Skratka, a je kakšno spoznanje, recimo, nekaj, kar si našla skozi to pisanje? Ja, sem večnih, a ne. Recimo, to se mi je zdel tudi pomemben del knjige, tudi kakšni bralci, ki mi napišejo, da bi lahko knjiga spadala tudi med te knjige za samopomoč pa duhovnost. Tudi ko smo se z mojo drago urednico Urško Kaloper pogovarjali, gotovo je to dodana vrednost romana, a ne, ki ni samo zgodba, da so noter neki življenjski razmisleki ali pa duhovni razmisleki Gabriele, oziroma moje, a ne, ki se mi zdi, da lahko pomagajo tudi drugim ljudem, da bolj sončno pogledajo na svoj problem ali pa na svoje življenje. Tako mislim, so kar razparcelirani, a ne, tako kapljajo po celi knjigi. Tako. Namreč, zakaj tudi, ker se mi je zdelo, ker je tudi meni tako v življenju, ali pa ne meni, na splošno, ne, ti prihajajo, redko komu se zgodi razsvetljenje v enem trenutku in pol do konca življenja ve in se mu nič več hudega ne zgodi. Mislim, da je življenjsko približno tako, kot je v knjigi, da spoznaš nekaj, pa gre nekaj na boljš, pa te pa nekaj novega pričaka, pa spet spoznaš nekaj, ali pa se potrudiš, ali pa greš nazaj, gor, dol, sem tja, ampak mogoče splošno, overall, no, da ne bomo zdaj, splošen pogled na vse skupaj, je pa to, no, da res za vsakim oblakom, za vsakim dežjem pride sonce. Za vsakim dežjem pride sonce. Da nikoli ne smeš iskati, mislim, ne smeš, tudi lahko, ampak čakati, da bo sreča prišla od drugod. Skozi gledati, kaj lepega imaš v življenju. Se veseliti takrat, se znati ustaviti, to tudi. Ustaviti se v trenutku. Jaz res to delam. Recimo smo s prijatelji, pa smo s prijatelji sam skupaj, pa se imamo tako fajn, pa se smejimo. Malo sem se orosila, ampak res mi je to. Da rečem, zdajle, a vi veste, kako nam je fajn zdajle? A veste, kako nam je fajn? Jaz včasih, ko sem sama, ali pa kaj napišem, ali pa kaj naredim, pa rečem, a se zavedaš tega trenutka? Ali pa ne vem, pa moje hčeri pa uživa, pa študira, pa naredi izpite, pa reče, toliko sem srečna, pa še le, kako sem srečna. Ali pa gledam starše, pa sta stara 80 in čez, pa sta zdrava, pa se rečem, kakšno srečo imamo v življenju. Pa mi je lahko ful drugih stvari. Življenje nobenemu ne prizanaša, skozi je tako. Ampak to zavedanje trenutka, to je ful pomembno. Pa to, da se znamo nasmejati, da si reče, a veš, da si nisi. Pa to, da znaš videti na sebi lepe stvari, dobre stvari. Tako, ko si Gabriela reče, kaj pa mi manjka? Dobra oseba sem, nobenemu ne, ali pa moji hribčki in dolince so prijazni do uporabnika. A veš, to, da ne, ker iščeš, kaj je zdaj, jaz se tudi zafrkavam, jaz si rečem, jaz smo
z leti se mi zdi, da se pogledam gledalo, vedno bolj že zgledam. Zakaj? Da ne bo kdo mislil, zato ker imam vedno večjo dioptrijo. Pa vem, da ne zgledam tako. Pa bi se jaz lahko tudi klitak špegli gledala, pa kar gledala vsako gubo. Pa se pogledam prej špegljo, pa ne vidim. Pa se čem, smo v redu si. A veš, pa vem, da ni to čist res, ampak pa kaj? Pa kaj? Biti dovolj sabo pa življenjem, ker še prehitro nam prinese. Ne, jaz ti moram reči, da sem v tvoj knjigi zelo užival in hvala ti ne samo za dobro knjigo, jaz upam, da bojo zdaj le tisti, ki je še seveda niso prebrali, ki so še med tistimi redkimi, ki je niso prebrali, da je bojo seveda zdaj po najnem pogovoru vzeli v roke. Predvsem pa hvala ti za danes, za dobro družbo. Ja, hvala te. Mene, sva povedala na začetku, da je ponatis romana, kar je noro. Moram reči, da sem tako hvaležna vsem, ki so kupili knjigo, ker si vemo, da roman pač si ljudje zelo radi sposojajo. Moram reči, da sem tudi dobila sporočila bralk, ko so rekle, joj, to je pa hit poletja, vse moje prijateljice so prebrale, sem vsem posodila. Pa jaz tako se tudi napišem seveda nazaj, hvala, ful za lep komentar, pa to fajn se mi zdi, da so prebrale vse prijateljice, hkrati pa tako, ful sem hvaležna ljudem, ki so kupili tudi knjigo, ker kakorkoli, to je en pokazatelj tega, koliko je knjiga popularna. Hvala tebi za to povabilo, za prijetno pogovor, pa so srečo. Ja, pa se mogoče srečava še kdaj ob kakšni drugi tvoji naslednji knjigi? Ja, jaz pišem naprej. No. To smo želeli slišati. Ja, veš, koliko mi je tudi napisala, takšna ljubezniva in navdihujoča sporočila dobivam res, ves čas že od bralcev in bralk. In velikrat tudi to napišejo. A bo naprej, jaz sem že to tako požrla, ali pa na hitro, da so v šusu prebrali, da je to jih je držati, zdaj pa hočemo naprej. Ja, bo naprej. Skratka, zdaj ste slišali, mislim, da prvič uradno, skratka, da ne rabite si še 3-krat prebrati iste knjige, lahko počakate, kajti kmalu bo nova knjiga zunaj. To je bil podcast Dobra knjiga, podcast o knjigah, ki jih je vredno brati, o katerih je vredno misliti in o katerih se je vredno pogovarjati. Z vami so bila tokrat Aljoša Harlamov in Tina Gorenjak. Vi pa ne pozabite, vsak je svoje knjige bralec.